Aktualno dogajanje v sklopu programa otroške srčne kirurgije nakazuje, da se v zadnjem desetletju na tem področju kljub številnim poskusom ni spremenilo kaj dosti. Kako komentirate aktualne dogodke? Nekaj se je seveda spremenilo, vendar pri teh aktualnih dogodkih je naloga kliničnega centra v Ljubljani, da naj bi z leporečenjem pomirili starše tistih otrok, ki imajo najtežje privojene srčne napake. Ker namreč lažje napake se dajo operirati tudi v Ljubljani z 2 otroškima srčnima kirurgoma, ki sta sedaj tam na voljo. Ampak lepe besede še nikoli niso uspešno operirale nobenega otroka. Zdaj, dr. Gebauer je pač odšel in iz tistega, kar je bilo v medijih, sem razbral, da ga morda celo ne potrebujejo. V kliničnem centru ga morda res ne potrebujejo. Potrebujejo ga pa tisti otroci, ki imajo najtežje privojene srčne hibe. Zdaj, psihologi tak način komunikacije imenujejo kognitivna disonanca. Kaj to pomeni? To pomeni prvič, da ljudje na lep način hočejo pomiriti neko populacijo in pri tem vejo, da tisto, kar je pa zadaj, ni prav. To je mogoče celo pozitivno, ker če se najde nekdo, se iz tega lahko kaj nauči in drugič tega ne naredi. V drugem primeru pa lahko, če uspejo, to še pospešijo. Hujša je pa stvar takrat, kadar gre za to, da sami verjamejo, da tisto, kar govorijo, da je res. Takrat se pa ne moreš popolnoma nič naučiti. Ampak lahko to preneseš na druga, morda celo višjo raven zdravstva pri nas, kar se tudi dogaja. Pravzaprav se človek vpraša, kako neki se trenutno spet, tako kot pred leti, počutijo starši otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Situacija je vse prej kot optimalna in predstavljamo si, da jih preprosto skrbi. Normalno, da jih bo skrbelo. Prva stvar, ki je pri nas vseh polna usta, je osredotočenje na paciente. Če bi bilo res osredotočenje na paciente, bi na tisti pano, kjer so bili vodje različnih strok v kliničnem centru, če o tem govorili, povabili tudi kakšnega starša. To se najbrž niso upali oziroma morda ni prišlo niti na misel. Sem pa videl potem po televiziji, da starše resno stvar skrbi. Zdaj, starši imajo seveda neke možnosti glede tega, ali bodo naredili z dr. Gebauerom pogovor, ki bi ga mogli že prej narediti, ker namreč so ga kar na grd način v bistvu odstranili, ker ga niso povabili, ali pa saj pogovorili se o tem, ko so transplantirali srca otrok, da imajo starši seveda to možnost, da pride pač nazaj, ali da dobijo v Slovenijo enako kompetentnega kirurga kot je dr. Gebauer, seveda za najtežje srčne operacije. Če pa to ne bo, bo pa treba zahtevati, da grejo v tujino. Namreč otroci pripadajo staršem, ne pripadajo kliničnemu centru ali pa celo zdravstveni politiki. Kakšna pa je vaša ocena nastale situacije, predvsem seveda z vidika kakovosti in varnosti, ki bi morala biti oziroma mora biti prvi imperativ pri tako zahtevnem, sofisticiranem kliničnem delu? Tukaj je pa zelo, zelo velik problem. Namreč vsaka zdravstvena organizacija si skuša nekaj narediti, ker mora narediti tudi zaradi tega, zlasti tiste, ki so akreditirane, ker so tam določeni standardi, ki jih treba izpolnjevati. Vendar vsak nekoliko po svoje. Izčrpnega sistema kakovosti in varnosti v Sloveniji nimamo, čeprav smo ga hoteli postaviti že pred mnogimi leti. Ampak, kot sem prej govoril, da se slabe prakse prenesejo tudi na višje nivoje, je stvar naslednja. Ljudje najbrž ne vejo, da je potekal projekt za to, da bi se nacionalna strategija kakovosti in varnosti v Sloveniji vzpostavila. Ministrstvo za zdravje je zaprosilo Evropsko komisijo, da bi se ta projekt izvedel. Evropska komisija ga je odobrila, dobila ga je španska skupina in projekt je bil končan sredi novembra lansko leto. Sedaj je v predalu na Ministrstvo za zdravje. Bil pa je plačan z denarja slovenskih davkoplačevalcev.
In vsota je bila vse prej kot zanemarljiva, kaj Vsota ne? je bila kar velika, 450 000 je dobila španska skupina. To je javen denar. Meni ni jasno, kako to da, če gre za javen denar, da izdelki, ki so bili narejeni, niso v javnosti. Ta projekt je potrdila Evropska komisija, ko je bil končan, potrdilo ga je tudi Ministrstvo za zdravje, seveda s pripombo, bomo naredili malo po svoje, kar so tudi naredili. Namreč ravno za praznike, novoletne praznike so želeli imeti, ko so to naredili, javno razpravo o tem, ki naj bi trajala ravno čez praznike. Potem pa so se, mislim, da iz Zveze organizacij pacientov v Sloveniji pritožili, če že je to prekratek rok in so to podaljšali do konca januarja. Od takrat naprej se ne ve, kaj se s tem projektom dogaja. Ko sem jaz ta projekt pogledal, sem tudi na Ministrstvo za zdravje pisal dobronamerno, kaj je vse narobe, kaj manjka. In nažalost, odgovora jaz seveda nisem dobil, ampak so vse, kot je meni znano, tako Zdravniška zbornica Slovenije, tudi Slovensko zdravniško društvo je reklo, da ta projekt je tako slab, da če bi zaživel, sploh ne bi mogel delovati, ker so tudi spreminjali strokovna poimenovanja v nek novorek. Če povem še malo za hec, jaz sem to dal moji hčeri, pa sem rekel, pokaž ti to vršici v 7. razred osnovne šole hod, ne hčeri, pardon, vnukini, v 7. razred osnovne šole hod, pa je rekla, mene je pa dedi vprasil, če bi vi pogledali, pa ne vsebino, če bi povedali, če je to urejeno, kot je treba. Je rekla, veš kaj, če bi mi ti prinesla projekte, ki jih delamo mi v šoli, takole napisan, bi ga jaz takoj zavrgla. Tako slabo je bilo to napisano. Ampak to se da vse popraviti. Namreč pred parimi dnevi je bil v Montreuxu v Švici sestanek 5. vrh ministrov za zdravje, kjer je bil tudi naš minister in je tam veliko slišal in jaz upam, da bo za neko pomočjo ali pa, da ne rečem s katero, naprimer z božjo pomočjo, ta projekt tudi prikazal javnosti in da se bo potem stvar uredila. Namreč v Švici je bil v bistvu naslov celotnega sklopa o znanosti o vpeljavi ali implementation science, to je kako nekaj, ki je napisano na papirju, ti preneseš v prakso, da se to potem izvaja. V tem kontekstu slovensko zdravstvo oziroma zdravstveno politiko zagotovo čaka še veliko dela, ki ga bo treba prenesti tudi na klinično, na izvedbeno raven, pa vendar bi se mogoče vrnila k otroški srčni kirurgiji, ki je prav tako del tega problema. Vsi se še spomnimo upanja, ki se je nekako obudilo takrat, ko je zaživel Nacionalni inštitut NIOSB. In nekako potem, ko je ugasnil, se človek vpraša, ali je sploh še mogoče, da bi v Sloveniji dobili neodvisni, samostojni center za otroke, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo multidisciplinarno zdravljenje, kjer bodo zdravniki oziroma celotna ekipa na enem mestu, ne razpršeni po številnih klinikah. Seveda je to en sam primer obravnave enega samega sklopa obolenj, to se pa seveda ponavlja tudi na številnih drugih ravneh, naj si govorimo o revmatologiji, o pulmologiji, o marsičem drugem. Jaz dam roko v ogenj, da vi veste odgovor. Ne bo se ničesar spremenilo, dokler bo stvar potekala tako, da bo upravljanje in pa ravnanje s kakovostjo in varnostjo na Ministrstvu za zdravje. Dokler ne bomo imeli neodvisne inštitucije, agencije, karkoli se bo imenovala, da bo to urejala, stvari ne bodo šle naprej. Namreč, zakaj se sploh ta inštitut ustanovil? Prišlo je do tega, da so pred leti iz kliničnega centra takratnemu ministru lagali, da so glede umrljivosti otrok na srčnih operacijah na 4. najboljšem mestu v Evropi. To je seveda potem spodbudilo
da je prišlo do mednarodne presoje, ki jih je seveda postavila na laž in našla še mnogo drugih stvari. V tej presoji so bila tudi priporočila, kaj narediti. V kliničnem centru so sicer nekaj poskušali, naredili so neko strategijo, ampak ubesedila se je, oziroma prišla je v prakso, približno 2 meseca je trajala, potem je pa zopet vse razpadlo. Nato je umrl en otrok, preprečljiva smrt je bila, s srčnim obolenjem, na kar je ministrica rekla, tukaj je treba nekaj narediti. To je bil najstnik. In potem se je sestavila ekipa, ki je to na ministrstvu delala. V začetku so bili v kliničnem centru kar navdušeni in na prvih sestankah so se lepo smejali, potem se je pa naenkrat za 180 stopinj vse skupaj obrnilo. Jaz ne vem, kdo je bil tukaj zadaj. Potem so bile pa neverjetne laži. Človeka je sram prebrati tisto, kar je pisalo v časopisih in kar so govorili tudi najvišji predstavniki kliničnega centra, ki so bili takrat na najpomembnejših položajih. Tudi politika, tako leva in desna, je bila proti. Bilo je celo na odboru za zdravstvo je bilo veliko pogovora z določenimi ljudmi, tja si moral priti in povedati, drugače te policija pripelje, če nočeš priti. Ampak poanta tega je bila, kako vršiti ministrico, ne pa kaj narediti za otroke. Na zadnjem sestanku, ki je bil, so povabili okrog 10 ljudi iz kliničnega centra, pa samo 2 iz NIOSB-ja in se je takoj videlo, da stvar ne bo šla nikamor. Potem je to nek minister ukinil prek palca, brez argumentov in potem so se v kliničnem centru poskušali znajti, kako so se pač mogli znajti. In stvar seveda ni zaživela. Zdaj jaz ne vem, a te ljudi, ki so to uničili, peče kaj vest ali nič, ali so kaj pomislili na otroke, ali so mislili samo na to, kdo bo na vrhu nekega inštituta ali pa neke dejavnosti. Tako da to je v bistvu sramota za Slovenijo. Dobro prakso so zabrisali enostavno v koš, pa sedaj te svoje slabe prakse prodajajo po Sloveniji ljudem in tudi pacientom. Jaz upam, da ta novo ustanovljena Zveza organizacij pacientov, ki združuje ogromno posameznih društev, da bo tiste stvari, ki so pomembne za vse paciente, ne samo za paciente z določeno boleznijo, da bo skušala to seveda v sodelovanju s tistim, ki odločajo o tem, spraviti na višji nivo. Zdaj, ko ste rekli, kako je pa varnost, to je 10-letno obdobje, ki je napisano v strategiji. Na ministrstvu so ga sicer skrajšali za 1 leto, ne vem, ali zato, ker mislijo, da bomo tako hitri, ali pa zaradi tega, ker so že tako na samem začetku projekta 5 mesecev zamujali. Kako pa kot strokovnjak za znanost o kakovosti in varnosti na področju zdravstva, ki pa v našem zdravstvu žal še vedno ni dobila domicila, vidite epilog aktualnega dogajanja v največji terciarni zdravstveni ustanovi na Slovenskem? Epilog glede otroške kardiologije. Če se naveževa na ta konkretni primer. Ja, mislim, da ga bodo nekako rešili, ker vejo, dobro se zavedajo, da tudi ta 2 naša kardiokirurga, ki sta zdaj že kar dosti dobro izvežbana, čisto vse ne morata sama narediti in rabita pomoč, tako da ali bojo otroke pošiljali v tujino, ali pa bodo nekoga dobili, mogoče se bo celo s profesor Gebauerjem nekako dogovorili, če bo hotel, so se pa zelo grdo obnašali do njega. Mislim, da sem nekje zasledil, da so celo povabili tistega kirurga, otroškega kardiokirurga, ki se je tudi učil, pa mu skoraj nobene operacije niso dali in je šel potem v Nemčijo, da bi ga celo radi povabili, če bo prišel nazaj. Odgnali so ga pa sami.
Da naše zdravstvo kljub številnim sistemskim kratkim stikom še vedno vendarle deluje dobro, ni dvoma. A kljub temu se človek vpraša, kaj se ob takšnih aferah pod navednicami ali tudi brez navednic dogaja v ozadju, skrito za sistemskimi kulisami. Kajti sistematičnega preprečevanja napak v slovenskem zdravstvu, v slovenski medicini ni. Iz tujih podatkov pa žal vemo, kaj pomeni vztrajanje pri takšnem stanju. To sem objavil tudi javno, zaradi tega so mi tudi, kot se izraža en kolega, rezali vrat. Namreč ljudje ne vedo, koliko je tega. Vsak misli, tiste 3-4 ali smrti ali pa hude poškodbe, ki se pojavijo v medijih, to je vse, kar se zgodi. Ni res? To je le vrh ledene gore. To je gore. vrh ledene gore, izračunano iz tujih študij, ker lastne nimamo, ker je nek minister ukinil, čeprav se je že začela. 700 ljudi na leto v naših bolnišnicah umre zaradi preprečljivih škodljivih dogodkov. To so dogodki, ki nastanejo ali zaradi napak ali pa nekaterih kršitev. Okrog 18 tisoč je poškodovanih. Ampak nihče ne pogleda, koliko to stane Slovenijo. OECD je izračunal za vse države, ki so seveda v OECD-ju, za vse bolnišnice, da je povprečni proračun za popravo napak, to zdaj, ko se napaka zgodijo, je treba popraviti, da se stvar še ne poslabša, 15%, kar znaša za Slovenijo za leto 2016 240 milijonov. Če bi 2% od tega denarja vložili v to, da se vzpostavi kakovost in varnost na vseh nivojih, vseh ravneh zdravstva, potem bi bili že zelo na dobri poti. Druga stvar je sporočanje napak. Tudi tu je potekal projekt pred leti, kjer ne bi bil postavljen sistem sporočanja napak z informacijsko podporo, tudi ta ni zaživel, tudi ta je v predalu. In jaz sem takrat rekel, in potem sem seveda odšel stran, ker se nismo mogli o tem strinjati, sem rekel, to v Sloveniji ne bo šlo, zato ker imamo kulturo strahu. Mi imamo namreč krivdno odškodnino in to tak postopek traja ne vem koliko časa, preden pacient dobi tisto odškodnino ali pa njegovi sorodniki. Namreč vsem mora biti jasno, če je nastal preprečljiv škodljivi dogodek, je pacient upravičen oziroma njegovi sorodniki do neke odškodnine. Ampak tukaj so pa zadaj zavarovalnice, ki zavarujejo vse zdravstvene organizacije ali pa posameznike, če niso zdravstvene organizacije, ki v bistvu nečejo, da bi se krivda dokazala. In potem so seveda odvetniški pristopi in zmaga na sodišču vedno tisti, ki ima boljšega odvetnika. To je ena stvar. Druga stvar je, da pri nas celo kriminalizirajo človeške napake. Jasno je, da če nekdo dela lahkomiselno, če je to lahkomiselno ravnanje, kar pravo imenuje huda malomarnost, da takrat seveda mora biti neka sankcija. Za vse drugo je pa to samo spodbuda, da se napak ne sporoča. Ne samo, da se napak ne sporoča, dela se defenzivna medicina. Kaj to pomeni? Da zdravnik naredi ogromno preiskav, ki sploh ne koristijo pacientu, lahko mu celo škodijo, ker vsaka preiskava ima določen nivo tveganja, zato da bi sam sebe zaščitil pred možno tožbo. Potem pošiljajo se iz primarnega zdravstva na sekundarno zdravstvo pacienti, ki bi jih lahko obdelali v primarnem zdravstvu, ampak se bojijo, da bi kaj spregledali. To je vse povezano. Pacientu pa se pa reče, da je bila komplikacija same bolezni in nekateri kolegi, jaz sem se pogovarjal z njimi, celo odklanjajo malo težje ali pa celo lažje posege, češ imam ena na 100 tisoč možnost, da se bo kaj narobe naredil, pa bojo rekli, da sem kriminalec. Pristop je v bistvu res napačen, kajti pri takšnih primerih se mi zdi opažamo tudi ti, ki smo izven sistema, da se ponavlja pravilo, v katerem se išče krivca, najde se grešnega kozla, ni pa pravega pristopa, iz katerega bi se vsi, ki delujejo v sistemu, nekaj naučili in kar bi v prihodnje pomagalo preprečevati podobne dogodke, kaj ne? Jaz ne morem razumeti, kako ta sistem pri nas zadržujejo in ga celo udejanjajo.
Namreč edini namen, ko se naredi neka napaka, pa se naredi lahko škoda zaradi napake, tudi ni potrebno, da je škoda, samo napaka se zgodi, pa jo nekdo preprečuje, jo treba preiskati. Edini namen je učenje iz napak, da se drugič ne naredijo. Jaz imam zdaj en primer, ko je gospa v tujini, to bilo, ko niso mogli intubirati, to se pravi postaviti cevko v sapnik, ker temu se reče težka intubacija, in je kisik padel kar je toliko, da je na koncu v bistvu bila odklopljena iz aparatov, ki bi izdrževali življenje, zato ker so si zaradi hipoksije uničili možgani. Ampak nekdo je ta gospod je to objavil, od žene pač primer je objavil in nekdo mu je v zahvalopisu, a veste kaj, meni se je to naredilo isto, ampak smo naredili tako, kot je treba narediti, zato ker smo prebrali vaš članek in ker smo pogledali tudi vaš video, ki ga je BBC, mislim, da ga je BBC objavil kot neko simulacijo tega dogodka. Zdaj je tole, kar se je zgodilo zadnje v Celju, ko so zamenjali pacienta, zato ker niso upoštevali pravil, kako se pacient identificira na dva načina, to sem jaz pred ne vem koliko leti napisal, kako se to naredi, vendar na nacionalni ravni tega sistema ni bilo, da bi vsi morali to narediti, zato rabimo mi agencijo, ministrstvo to ni napisalo. In namesto, da bi pogledali, kaj se je v resnici zgodilo, so takoj hoteli odstaviti vodstvo, poslali, mislim, da je bilo da so hoteli narediti, policija se je vmešala in celo prijavili so ljudi na tožilstvo ali kam, ne vem točno, kako je to šlo. To je stvar, ki se je dogajala pred 90 leti. Ali pa mogoče še prej, 2500 pred našim štetjem, ko je bil Hammurabijev zakonik, ko so rekli roka za roko ali pa oko za oko, če je bilo kaj narobe. Če je bil to kakšen pomemben človek, če je bil pa to navaden državljan, je pa dobil neko odškodnino v srebrnini. In jaz tega ne vem, a veste zakaj? Ljudje, ki se s tem ukvarjajo, po moje niso niti ene knjige prebrali o znanosti, o varnosti pacientov in kaj se dogaja po svetu. No zdaj, ki je bilo v Švici, so mogoče kaj izvedeli, če so razumeli, ne vem. Kot ste že omenili, je Slovenija po dolgih letih vendarle dobila tudi krovno organizacijo Združenj bolnikov, Zvezo organizacij pacientov Slovenije. Se vam zdi, da je realno pričakovati, da se bodo v prihodnje tudi po zaslugi delovanja tega združenja razmere na tem področju spremenile? Kakšna je vaša ocena? Najprej želja. Moja želja je, da bi se. Zdaj, ali bo to res šlo, ne vem. Zdaj imamo zelo nekaj navdušenih, jaz sicer nisem v tej zvezi, ampak jim mogoče kaj pomagam tako pro bono, da so nekatere manjše uspehe že dosegli, ampak to zaradi tega, ker imajo zadaj nekatere ljudi, ki to hočejo, da bi se to uredilo. Zdaj, če ne bo tudi znotraj zveze prišlo do problemov, ker tukaj je ogromno organizacij pacientov noter, mislim, da jih je okrog 30, ne vem, če se motim. In zakaj je pomembna Zveza organizacij pacientov Slovenije? Zato, ker prej je vsako združenje je skrbelo za to, da bi se tista bolezni, ki so jih tam obravnavali, da bi se obravnavali tako, kot je treba. Tukaj so pa splošni problemi, kot so čakalne vrste, to se pravi dostopnost do zdravstva, kot je varnost pacientov, kot je kakovost v zdravstvu. To se pa seveda da narediti samo na neki taki krovni organizaciji. Zdaj, prej ste omenili, da zakaj nam zdravstvo v Sloveniji kar nekako gre. Jaz sem bil zdaj nekajkrat v primarnem zdravstvu. Jaz jih samo pohvalim, kako imajo lepo urejen. Telefoniral, ni bilo odgovora, čez 10 minut klic nazaj. V neki bolnišnici so že pred leti uvedli tudi koordinatorja neke bolezni, ki skrbi za to, da pacienta pokliče, vpraša ali naredi tiste preiskave, če ima na primer neko operacijo, mu pove natančno, kaj treba prinesti, pošlje po pošti tudi navodila in poleg tega
so nekatere stvari, ki se tudi merijo stališča pacienta. Naprimer v Valdoltri je ta center, kjer meri operacijo kolena pa operacijo kolka in potem se je treba pač zgledovati. In to, kot pravite, primeri dobrih praks so. No, kaj to je ne? pa problem v Sloveniji, ker ni neke agencije, ki bi to pospeševala, se ti primeri dobrih praks ne širijo. Jaz sem naredil celo, da z enega oddelka čez hodnik na drugi oddelek se dobra praksa ni prenesla. Slabe prakse se pa zelo hitro primejo. Ja, žal je tako nasplošno, tudi kar se tiče dogajanja v družbi, ne le v zdravstvu. Pa vendar ne morem si pomagati, da se ne bi na neko vašo trditev navezala dokaj pogosto, kajti večkrat ste že javno omenili, da je iz te države, v kateri ne poslušajo strokovnjakov, pamet pobegnila drugam. Še vedno menite, da je tako? Ja, saj vidite, a ne? Zdravniki mlajši odhajajo. Jaz, ko sem prišel v tujino, jaz sem delal nekaj časa v tujini, je bilo tako organizirano, da je stvar tekla gladko. Seveda so bili tudi problemi, ampak smo jih skupno reševali, nismo zadržali zase pa metali krivde na koga posameznika. Imeli smo pravila profesionalnega obnašanja za zdravnike posebej. Jaz verjamem, če ga imajo v kliničnem centru, čeprav sem jaz pred leti jim svetoval, pa so rekli, se imamo disciplinski postopek, to ni isto. Če bi to imeli res, se tudi marsikakšna druga stvar, ki pa nima nobene povezave s stroko, ampak z splošnim obnašanjem ne bi zgodila. To so pa zdajle, jaz sem se zelo začudil, kako je strokovni svet obravnaval problem, ki je nastal z nekim kolegom nevrokirurgom, ker to nima veze s stroko. Tukaj je disciplina, disciplinski postopek, nič drugega. Kaj bi torej kot strokovnjak za kakovost in varnost svetovali? Kaj je treba narediti v prvi vrsti, prednostno, da bo to področje pri nas urejeno, tako v dobro zaposlenih, kot seveda tudi ali predvsem v dobro pacientov? Verjetno bi veljalo začeti pri strategiji, kaj ne? Seveda, na vrhu moraš nekaj imeti. Vse se ljudje trudijo, nekatere bolnišnice, ker jaz sem tudi nekaj časa delal v tej akreditacijski skupini mednarodni in sem videl, kako so iz zelo slabih urejenosti, ker sem mislil celo, da sem v Afriki, prišli po 5-10 letih na višji nivo. Ampak na vrhu, to je, naj bo beseda grda ali pa slaba, ali pa ne vem, iz prejšnjega režima jo niso marali, neke stvari morajo biti centralizirane. In zdaj, naprimer, čisti primer predaja pacienta, to mora biti za vse enako po celi državi. Saj ni nobenih razlik, potem pa vsak nekaj dela, ljudi potem mogoče celo napišejo nek protokol, jih pa ne strenirajo, ti moraš ljudi strenirati. A ne, kako se to dela, ker na medicinskih fakultetah tega predmeta ni, imajo jih nekatere fakultete za zdravstvo, to imajo, ampak tudi vsaka malo po svoje, ni enotnega kurikuluma. Bil je nekaj časa, smo ga imeli na Jesenicah, ko sem še tam učil in smo bili celo dodatni center za oceno tega kurikuluma, a ne, Svetovne zdravstvene organizacije, in nekatere študentke so to videle, ampak to je bil izbirni predmet, ne, bilo je pa tam 70 študentov, ti rabiš maso ljudi, da bojo to naredili. Poleg tega je treba se zavedati pri posameznemu zdravstvenemu strokovnjaku ali pa osebju, da imaš dve dolžnosti. Ena dolžnost je, da oskrbiš pacienta tako, kot se ga pač oskrbuje, druga dolžnost je pa, da to stalno izboljšuješ in da poveš, kaj bi se dalo urediti. Primer je bil, gledaj, kako sem zaznal, to sem pač zaznal, da je doktor Weiss celo opozarjal, kaj se dogaja z doktor Gebauerjem, pa ne vem, če so ga hoteli poslušati.